Celjskega stropa, te izjemne mojstrovine ne moramo seveda postaviti na ulici. Lahko pa pristaje delček tistega obiskovalcev, ampak v naši želji ni samo toliko promocije stropa. Predvsem je opozorilo, da se je nujno potrebno lotiti restauriranja celjskega stropa na ta umetnina, ki je pripravila 400-letna doslejna kopalna. Opažajo vse spremembe. Mi smo že nekaj časa intenzivno dogovarjali z restauratorskim centrom, tudi z Ministrstvom za kulturo, ki bi naj pretekli delež finančnih sredstev prispevala pri restauriranju tega, tako da pričakujemo, da bodo že letošnje leto začele poglobljene raziskave, priprava restauratorskega načrta, kajti to gre šlo za izjemno obsežen, zelo težaven, tudi zelo kompleksen projekt. Kakor so zadnje raziskave kolegice Gabriele Kovačič pokazale, se lahko zgodi, da mi smo dolgo vedeli že od odkritja dalje, da je to edini takšen strop, ki je bil južno od Alp, se pravi na tem prostoru, ki je potem Slovenija. V Nemčiji je bilo v tistem času kar nekaj, in je druga svetovna vojna naredila ogromno škode, tako da na mesti, kjer so nekoč bili originali, so danes samo še kopiji. Tudi naš strop je imel izjemno srečo, kajti bombe so padle tako malenkost vzhodno in malenkost bolj zahodno, tam, kjer je danes osrednja konca Celje, je padla bomba, tam, kjer je danes prehod proti Savinji, je padla bomba, če je padla vmes, se danes ne bi imeli te razstave in se ne bi mogli pogovarjati o stropu. Smo imeli v mislih tako za Celjane, kot tudi s tem, s to razstavo nameravamo gostovati v Ljubljani. Dogovor je že sklenjen, tako da bomo šli jeseni na muzejsko ploščad na Metelkovi. Zelo mesto, kjer je v Ljubljani dosti dobro obiskano, tako da na ta način tudi promoviramo Celje in pa seveda vabimo obiskovalce na ogled v originalno razstavo.